Dobro, spoštovane, jaz se opravičujem za 2 minuti smo zamudili. Tehnika včasih napravi svoje. Sedaj predlagam, da začnemo z 4. redno sejo občinskega sveta Ormož. Zdaj vidim, da manjka samo ena svetnica, ki se je opravičila, se nam pridruži tam, da je 17. ure, imajo neko obvezno zadržanost, tako da pridruži pa se nam, s tem ugotavljam, da smo sklepčne. Zdaj sami dnevni red ste dobili z samim vabilom in sicer, kot ga vidite na sami drugi strani, potrditev dnevnega reda, druga točka zapisnika, 3. redne seje občinskega sveta s poročilom o izvršitvi sklepov, 3. točka predlog odloka o spremembah odloka proračuna občine Ormož za leto 2019, 4. letni program športa v občini Ormož za leto 2019, 5. letni program ljubiteljske kulture v občini Ormož za leto 2019, 6. letni program izobraževanja odraslih v občini Ormož za leto 2019, 7. potrditev dokumentacije, se pravi DIPA za projekt modernizacije cest v občini Ormož, 8. potrditev investicijskega programa za projekt izgradnje namakalnega sistema, 9. pooblastilo župana za sprejem DIPA za investicijske projekte, 10. kadrovske zadeve, uredniški odbor, 11. pobude, predlogi in vprašanja, 12. odgovori na vprašanja in 13. točka razno. Zdaj se s takim dnevnim redom strinjate ali imate kaj za dodate, odzete? Zdaj, koliko vidim, da ne, zato prehajamo na glasovanje, da okrog potrdite samega dnevnega reda in pa preverjam prisotnost. Zaključujem preverjanje prisotnosti. Pričnemo z glasovanjem. Kdo je za takšen dnevni red? Je kdo proti? Zaključujem glasovanje. Ugotavljam, da je 18 svetnic in svetnikov za predlagan dnevni red. S tem lahko pridemo na drugo točko. Druga točka je potrditev zapisnika 3. redne seje občinskega sveta s poročilom o izvršitvi sklepov. Odpiram razpravo na sam zapisnik. Ugotavljam, da nobeden nima nič proti, zato lahko prehajamo na glasovanje. Preverjam prisotnost. Zaključujem preverjanje prisotnosti. Začnemo z glasovanjem. Kdo je za zapisnik 3. redne seje? Je kdo proti? Zaključujem glasovanje. Ugotavljam, da je 17 svetnic in svetnikov glasovalo za zapisnik 3. redne seje občinskega sveta in nobeden proti, tako da lahko pridemo na 3. točko, sicer to je predlog odloka o spremembah odloka o proračunu občine Ormož za leto 2019. Pa predlagam, da nam ga Mirko kar predstavi. Hvala za besedo. Zdaj, tako kot je bilo rečeno, na decembrski seji smo pripravili prvi letošnji rebalans proračuna občine Ormož za leto 2019. Zdaj, proračun za leto 2019 je bil sprejet na seji 27.12.2018, potem smo 7.1.2019 pisno pozvali svetnika občinskega sveta, svete krajevne skupnosti in pa ostale proračunske porabnike naj do 15.1. oziroma krajevne skupnosti do 18.1. podajo svoje predloge za rebalans. V času med 11.1. in pa 18.1. so predloge oziroma sam proračun pa predloge za rebalans obravnavali svetih krajevnih skupnosti. Potem smo v občinski upravi do 22.1. tudi pripravili svoje predloge oziroma spremembe na sam rebalans, kar je bilo potrebno. Potem 28.1. na prejšnji seji, po sami seji občinskega sveta je bila predstavitev predlogov in pa tisto, kar bi se ne upoštevalo v rebalansu. Potem 6.2. oziroma v poročevalcu 7.2. je bil vložen rebalans v poročevalcu številka 1 in pa objavljen tudi na spletni strani. 13.2. so rebalans oziroma predlog rebalansa obravnavali odbori na svojih sejah. Danes pa je pač seja občinskega sveta, na kateri bo rebalans predstavljen in če bo pač v tezabo tudi sprejet, pa pol še jutri v objavo. Zdaj, kar se tiče sprememb pri prihodkih, Na strani prihodkov se zmanjšajo planirani prihodki naslova stavbnega zemljišča, in sicer za 62 tisoč evrov.
podjetju Wienerberger je potrebno plačati del vplačnega stavbnega zemljišča oziroma nadomestila. Potem pri nedavčni prihodki se večajo ti za 10.702 evra in sicer iz naslova že vplačane v lanskem letu varčine za nakup Koričeve hiše, kajti postopek je bil delno oziroma prekinjen. Potem je občina letos sprejela sredstva v višini 820 evrov dodatno za sponzorska sredstva za veselišča in pa pri transfernih prihodkih se ti povečajo za 276.000 evrov. Prva je sprememba, je dodatna sredstva za sofinanciranje investicij po 23. členu 11.800 evrov, potem dodatna sredstva na prihodkovni strani in pa pri odhodkih za izgradnjo četrte faze namakalnega sistema 240.000 evrov, potem za projekte LAS se zagotavlja dodatnih 27.571 evrov za sofinanciranje iz državnih sredstev in pa iz proračuna Evropske unije in pa za sofinanciranje javnih del pričakujemo 1.886 evrov manj. Tako da se vsi prihodki skupaj povečajo za 226.000 evrov. Pri odhodkih, najprej pri občinskem svetu, se ti odhodki povečajo za 22.737 evrov. Prva sprememba je nova konto oziroma namen nakup prenosnih računalnikov za občinske svetnike, kar smo ocenili na 14.000 evrov, potem financiranje političnih strank se zmanjša za 1.263 evrov in pa za prireditve ob prazniki in pa drugi dogodki se zagotovi dodatnih 10.000 evrov, 5.000 evrov se zagotovi za gostovanje Grossmannovega festivala v Ormožu in pa 5.000 evrov za delovanje mladinskega, turističnega in pa gospodarskega sveta. V uradu župana se zmanjša sredstva za plačo župana za 2.700 evrov, potem se poveča sredstva za delovanje gasilske zveze Ormož za 3.500 evrov, zmanjšajo se sredstva za zavarovanje gasilcev in premoženja za 3.500 evrov, za delovanje gasilskih društev se zagotovi dodatnih 5.000 evrov in pa za vlaganje v gasilske domove 10.000 evrov, tako da v finančnem načrtu urada župana se sredstva oziroma odhodki povečajo za 12.303 evre. Pri splošnih zadevah se sredstva oziroma odhodki povečajo za 71.533 evrov. Prva sprememba je pri plačah občinske uprave. Vsi veste, da je prišlo do spremembe v plačnem sistemu oziroma pri povečanju plačnih razredov, tako da se plače v občinski upravi povečajo za 48.894 evrov, od tega je cirka 15.000 evrov za odpravnino direktorja. Potem plači stroškov delavcev v krajevnih skupnostih 1.677 evrov dodatnih sredstev, materialni stroški občinske uprave se povečajo za 4.800 evrov in pa za nakup opreme PISO za bazo cestnih podatkov in pa vodnih evidenc se zagotovi 16.162 evrov. Skupaj se odhodki povečajo za 71.533 evrov. Pri družbenih dejavnostih je kar nekaj sprememb, ki se nanašajo na dodatna sredstva za plače zaposlenih v javnih zavodih. Tako se za muzej zagotavlja dodatnih 1.459 evrov za plače, knjižnico 4.851 evrov, za delovanje območne izpostave javnega sklada za kulturo Ormož se zagotavlja dodatnih 4.490 evrov, potem za plače za zaposlene v Ljudski univerzi enoti mladinski center 822 evrov, na predlog Ljudske univerze Ormož se iz proračuna umakne proračunska postavka CNC sposobice v višini 8.367 evrov, uvrsti pa se nov projekt LAS Mladi Ormož 4.800 evrov. Potem se povečajo sredstva za plače v projektu Grajski center za družine Ormož za 1.431 evrov, plače za zaposlene v vrtcih za 44.047 evrov in pa plače v šolah za dodatne programe se zagotovi dodatnih 26.369 evrov. Potem za investicijsko vzdrževanje šol in športnih dvoran se zagotavlja dodatnih 83.200 evrov. Za plače v glasbeni šoli zaposlenih 1.090 evrov, za investicijsko vzdrževanje oziroma vlaganje v objekt glasbene šole 2.764 evrov in pa za plače zaposlene v Rdečem križu Ormož 1.359 evrov. Skupaj se tako finančni načrt oddelka za družbene dejavnosti poveča za 168.315 evrov. V oddelku za finance se finančni načrt zmanjša za 3.338 evrov, najprej se zmanjša planirana sredstva za plačilo kreditov za 4.685 evrov in pa povečajo se sredstva za splošno proračunsko rezervacijo za 1.347 evrov. Potem v oddelku za gospodarske dejavnosti
se nameni dodatnih 2931 evrov za vzdrževanje poslovnih prostorov in objektov. Potem se iz proračuna omakne postavka Jeremičev mlin in kmetijski muzej v višini 49 900 evrov. Predlog je, da se v letošnjem letu pripravi dokumentacija oziroma DIP in se potem na podlagi tega projekta uvrsti v proračun za prihodnje leto oziroma prihodnja leta in bo potem podlaga, da se lahko z tem projektom prijavimo na razpise, ki bodo, če bodo objavljeni za take namene, za vlaganje v kulturne in pa podobne objekte oziroma namene. Potem obnova strehe stare šole na Svetnjah se zagotavlja 12 500 evrov, za odkup Kolaričeve hiše v Ormožu. Ta projekt oziroma odkup je že planiran v proračunu, ker pa lansko leto ni uspel, je letos potrebno ta sredstva prenesti oziroma smo jih prenesli in se zagotavlja dodatnih 13 432 evrov. Potem za sofinanciranje javnih del v zavodih, društvih in drugih porabnikih se zagotavlja dodatnih 14 480 evrov. Potem za urejanje vodotokov 6 000 evrov dodatnih sredstev. Tako so se prej povečali prihodki, za izgradnjo namakalnega sistema se tudi povečajo odhodki za 240 000 evrov. Potem za nova postavka zajemanja podatkov za OŠO, to je za odprto široko poslovno omrežje za potrebe GURS-a. To je potrebno to bazo vnesti v kataster, te podatke, 52 598 evrov. Potem je novi projekt vzpostavitev Wi-Fi dostopne točke v mestu Ormož 2000 evrov. Potem se za poslovno cono Ormož namenja dodatnih 200 000 evrov in sicer za nakupe zemljišč in pa cenitve. Potem za promocijo in pa samo blagovno znamko destinacija Jeruzalem se zagotavlja dodatnih 50 000 evrov in pa nova postavka je aktiviranje geotermalne vrtine Ormož G1, kjer se zagotavlja 5 000 evrov. Vse skupaj se vrednost finančnega načrta oddelka za gospodarske dejavnosti poveča za slabih 550 000 evrov. Potem v finančnem načrtu okolja in prostor se najprej iz proračuna omakne postavka 53 200 evrov, to je ureditev Kernčičevega trga v Ormožu. Potem modernizacija SEZ v letu 2019 se poveča za 35 890 evrov. Tu je občina, oziroma vse občine smo dobili nove izračune za sredstva, ki nam pripadajo po 23. členu za sofinanciranje investicij, to so povratna in nepovratna in pol za sorazmerni del tega dviga smo tudi dvignili to proračunsko postavko, da bomo lahko počrpali ta sredstva v letošnjem letu. Potem je novi projekt izgradnja kolesarskih poti, kjer se zagotavljajo sredstva za izdelavo projektne dokumentacije v višini 20 000 evrov. Potem za izgradnjo male čistilne naprave v Pušenci se zagotavlja dodatnih 10 980 evrov. Potem za protipoplavne ukrepe za naselja južno od Hardeka gre za odkup zemljišč in pa za izdelavo dokumentacije projektne se zagotavlja dodatnih 25 228 evrov. In pa novi projekt je še en ukrep na Hardeku za protipoplavno območje, to pa je za zahodni del naselja Hardek, kjer to zagotavljamo 12 000 evrov. Potem je tudi novi projekt oziroma proračunska postavka, to je protipoplavni ukrepi v Mihovcih, to je ob glavni cesti Ormož-Ptuj, kjer se za to namenja 64 500 evrov. Potem za spremembo in dopolnitev OPN-ja se zagotavlja dodatno 22 570 evrov in pa za projekte za celostno ureditev mesta Ormož 50 000 evrov. Potem je nova postavka sprememba OPPN za naselje pri Vinski kleti v Ormožu, kjer zagotavljamo 14 000 evrov in pa za vodenje in pa vzdrževanje katastra komunalnih vodov 15 000 evrov. Za investicijsko vzdrževanje vodovodnih objektov se iz lanskega leta prednaša dobrih 50 000 evrov, dodatnih pa je potem še za ta namen 28 900 evrov. Potem se dodatno zagotavlja za projekt oskrba s pitno vodo v porečju Dravo, Ormoško območje 57 725 evrov. To je del, ki ga mora zagotoviti občina Ormož, svoj del pa še pol morata zagotoviti občini Središče ob Dravi in pa Sveti Tomaž. Za letno kopališče v Ormožu za vlaganje se zagotavlja 1624 evrov dodatnih sredstev in pa za nakupe zemljišč 3000 evrov. Tako da se finančni načrt oddelka za okolje in prostor poveča za 378 246 evrov. Potem pri medobčinski upravi se za plače zagotavlja dodatnih 2027 evrov,
v skupni občinski upravi v Spodnjem Podravju ter Ptujska skupna občinska uprava, kjer ima občina redarje, se za plače zagotavlja dodatnih 3.386 evrov in pa za investicijska vlaganja 652 evrov, tada se finančni načrt skupne občinske uprave občin v Spodnjem Podravju Ptuj poveča za 4.037 evrov. Potem finančni načrti krajevne skupnosti se povečajo za 41.433 evrov. Vse krajevne skupnosti so dobile dodatna sredstva v višini 10% za tekoče vzdrževanje javnih poti v primerjavi z sprejetim proračunom. Dodatno pa imajo potem še krajevne skupnosti sredstva, ki jih prinašajo iz lanskega leta, in tako se je finančni načrt krajevne skupnosti vse skupaj Ivankovci poveča za 4.480 evrov, Kok 2.803 evra, krajevne skupnosti Miklavž pri Ormožu za 2.195 evrov, krajevne skupnosti Ormož 10.574 evrov, krajevne skupnosti Podgorci 19.253 evrov in pa finančni načrt krajevne skupnosti Velika Nedelja za 2.128 evrov. Vse skupaj se finančni načrti krajevnih skupnosti povečajo za 41.433 evrov. Potem še pa je oddelek za upravljanje z občinskim premoženjem, kjer se zagotavljajo dodatna sredstva v višini 18.600 evrov za nakup opreme, ki je potrebna za urejanje zelenih površin, in pa sredstva za plače dveh javnih del se povečajo za 5.213 evrov. Skupaj se tako finančni načrt oddelka za upravljanje z občinskim premoženjem poveča za 23.813 evrov. V računu financiranja, to je račun zadolževanja, se planirano zadolževanje v primerjavi z proračunom sprejetim v decembru zmanjša za 87.642 evrov. Zdaj, če pogledamo še rekapitulacijo celotnega rebalansa, lahko vidimo, da se planirana sredstva, ki se prenesejo iz leta 2017 v 2018, povečajo za 1.132.000 evrov in znašajo dobrih 2.030.000 evrov. O tem vsi prihodki skupaj po bilanci prihodkov, računu finančnih terjatev in naložb in pa računu financiranja znašajo 16.704.000 evre, oziroma skupaj s prenosom je proračun vreden 18.737.000 evrov, toliko pa potem tudi na drugi strani znašajo odhodki in pa v računu financiranja tisto, kar je potrebno zagotoviti za plačilo kreditov najeti v preteklih letih 521.000 evrov, tako da konec leta zaenkrat ne planiramo ostanka sredstev. Najlepša hvala za predstavitev. Verjamem, da je že bilo kar nekajkrat zadeva predstavljena. Okrog tega proračuna, okrog samega rebalansa smo že kar nekaj povedali. Moram reči, da upam, da smo vsaj konstruktivno zadevo peljali, da smo dali možnost dajanja predlogov, da smo nekako pod črto potegnili, pa se nekako približali čim večjim željam. Zdaj, sam predlog odloka so obravnavali tudi vsi odbori, zato prvega kličem predsednika odbora za premoženje, finance in gospodarska vprašanja, da nekako predstavi stališče njihovega odbora. Pa bi prosil, če... Hvala za besedo. Lep pozdrav vsem skupaj. Odbor za premoženje, finance in gospodarska vprašanja se je seznanil s predlogom odloka o spremembah odloka o proračunu občine Ormož za leto 2019, se z njim strinja in predlaga občinskemu svetu, da ga sprejme. Ta sklep je bil s 6 glasovi za soglasno sprejet. Hvala lepa predsedniku za odbor za premoženje, finance in gospodarska vprašanja, pa naslednjega pred mikrofon kličem tudi predsednika za odbor za družbene dejavnosti, gospoda Zadravca, da nam predstavi njihovo stališče. Odbor za družbene dejavnosti je na svoji prvi konstitutivni seji dne 13.2. s 5 glasovi za sprejel naslednji sklep. Odbor za družbene dejavnosti se seznani s predlogom odloka o spremembah odloka o proračunu občine Ormož in se strinja z njim in predlaga občinskemu svetu, da ga sprejme. Najlepša hvala. Naslednji, ki so obravnavali tudi rebalans, je odbor za kmetijstvo in gozdarstvo, zato vabim predsednika gospoda Mateja Hebarja, da nam predstavi njihovo stališče. Ja, lep pozdrav, hvala za besedo. Odbor za kmetijstvo in gozdarstvo je na svoji konstitutivni seji dne 13.2.2019 soglasno sprejel sklep in se seznanil s predlogom odloka o spremembah odloka o proračunu občine Ormož za leto 2019. Z njim smo se strinjali in predlagamo občinskemu svetu, da ga sprejme.
Opozoril bi samo, da je 7 članov odbora za kmetijstvo in gozdarstvo, tu piše, da je bil sprejet s 5, smo pa soglasno sprejemali vse. Hvala. Hvala, tu se naj zapisnik popravi, ja. Vse vas je tudi v odboru 5, ne 7, ne? Naslednji, ki je obravnaval rebalans, je odbor za razvoj malega gospodarstva, zato gospoda Šuleka vabim, da nam predstavi še njihovo stališče. Hvala za besedo. Odbor za razvoj malega gospodarstva se je seznanil s predlogom odloka o spremembah odloka o proračunu občine Ormož za leto 2019, se z njim strinja in predlaga občinskemu svetu, da ga sprejme. Bil je sprejet z 5 glasovi za in nobenim proti. Hvala lepa. Vabim še gospoda Jožefa Cenka, da nam predstavi stališče odbora za varstvo okolja in urbanizem. Hvala lepa za besedo, gospod župan. Odbor za varstvo okolja in urbanizem se je seznanil s predlogom odloka o spremembo odloka o proračunu občine Ormož za leto 2019, se z njim strinja in predlaga občinskemu svetu, da ga sprejme. Hvala lepa. Izvolite. Bilo pri poročilu sveta oziroma odbora za premoženje in finance in gospodarska vprašanja narobe prebrano in da bi moralo biti 4 glasovi za in 1 glasom proti. Tako je zapisano, kako je bilo prebrano? 6 glasovi za. Se piše 4 za. Piše, vse sklep je tako napisano, zdaj gledajte. V redu, za javnost, ja. Za javnost je res, ja, dobro. Hvala lepa. V redu, ja. Dobro, ugotavljamo tudi, da je bil vložen en amandma k samemu rebalansu, pa prosim predlagatelja, da ga predstave. Hvala za besedo, lep pozdrav vsem skupaj. Torej, naš amandma je naslednji in sicer postavka 0703 varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, program 0703 9002 delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč, podprogram 030710 delovanje gasilske zveze Ormož se iz 3500 evrov zmanjša na 500 evrov. Razliko 3000 evrov se razporedi znotraj iste postavke, to je 0703 varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, pod program 0703 9002 delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč, na podprogram 030711 delovanje gasilskih društev, ki se tako poveča iz 5000 na 8000 evrov. Obrazložitev je naslednja. Pri delovanju sistema za zaščito in reševanje glavnina dela temelji na delu gasilskih društev, pri katerih nastaja tudi glavnina stroškov celotnega sistema. Brez predlaganega amandmaja se bo pri dodeljevanju dodatnih sredstev za delovanje ustvarilo preveliko nesorazmerje med dodeljenimi sredstvi delovanja gasilske zveze in društev. Po predlogu rebalansa proračuna je za delovanje gasilskih društev namenjenih 5000 evrov, kar pri 15 društvih, kolikor jih je vključenih v gasilsko zvezo Ormož, pomeni 333,33 evra po društvu. To pomeni, da je za dodatno delovanje gasilske zveze namenjeno več kot 10-krat več sredstev kot za delovanje posameznega društva. S predlaganim amandmajem se to nesorazmerje izniči, saj po našem predlogu vsako gasilsko društvo prejme 533,33 evra, za delovanje samega sistema pa bi bilo koristno, da se pri dodeljevanju vsaj dela dodatnih sredstev upošteva tudi dejavnost društva, kot je število intervencij v preteklem letu, število udeležb na tekmovanjih, delo s podmladkom, kategorizacija društva in podobno, kar pač vpliva na stroške delovanja društva. Hvala lepa. Dobro, najlepša hvala za predstavljanje amandma. Zdaj preko ga dam v samo razpravo. Sam povem, kaj si o tem amandmaju mislim. Zdaj, gledajte, gasilska društva smo povečali samo postavko, ne? Dodali smo jim sredstva za pokrivanje samih stroškov, za pokrivanje samega delovanja.
Zdaj, normalno, da je ta zadeva všečna društvom, ne. Če pa vidimo po eni strani, kaj Gasilska zveza dela, ne, bom par zadev mogoče predstavil, ki jih pokriva, ne, kar jih včasih ni, ne. Upoštevati moramo, da je strošek dela strokovnega sodelavca višji, kot je bil včasih, ne. Potem na novo plačuje članarino Podravske regije, ki predstavlja 40 evrov po društvu, se pravi dodatnih 600 evrov. Potem Gasilska zveza je nekako iz društva prenesla pokrivanje stroškov polnjenja jeklenki za dihalne aparate. Sami ste bili predsednik, pa veste, da tu kar predstavlja strošek za samo društvo. Ko smo ga sami pokrivali, tudi sam sem bil včasih predsednik, zato vem, kolikšen je ta strošek. In pa nekako so tudi za poveljniško vozilo, ne, ki imajo skupaj, se pravi, ki ga ima v lasti Gasilsko društvo Ormož, ne. Gasilska zveza pokriva gorivo in pa samo vzdrževanje v višini 50%. Vemo tudi, da deluje znotraj Gasilske zveze pevski zbor. Vemo tudi, da si je pred 4-5 leti si je Gasilska zveza vzela 55 000 evrov kredita, ki ga še je treba odplačati. Mislim, da je zdaj zadnje leto, ne, če se ne motim. Tako da je kup enih zadev, ne. Po drugi strani pa bili ste tudi predsednik včasih društva, sam sem bil, ne. Gasilska zveza je, bom rekel, ne, če je prišlo do viška denarja, ne, so ga porabili, recimo, da so nam društvom kupili števce za hidrante, ne. To je Gasilska zveza nabavila. Potem recimo v letošnjem letu, ne, oziroma predvideno je, da vkolikor bi nabavili telepatske žage, ne, ki bo jih tudi v korist občine Ormož, da bodo nam včasih veje porezali gasilce, to bo Gasilska zveza nabavljala. Nabavljali so tudi razne pripomočke, če se lahko tako izrazim, da smo lažje vodili, ne. Kar se tiče določenih zadev, bom rekel, ki jih gasilci pri vojah uporabljamo, se pravi določena oprema, ki se je rabila na samem poligonu. Tako da, bom rekel, zveza vseeno na nek način tu, če se že pokaže, kak je višek, ga brez zveze ne zapravi, ne. Je pa res, da pa je teh 3500 evrov vedete na kak način v resnici uspela dodatno pridobiti, ali kako bi rekel, za porabo drugega. V resnici gre za to, da so se spogajali za samo premijo za zavarovanje vozil in nezgodnega zavarovanja, ne. To je pač uspešnost vodstva Gasilske zveze, ki je nekako na eni strani profitirala zadevo, ki pa jo želi v razvoj same Gasilske zveze in pa za razvoj, bom rekel, dobave takšnih in drugih materialov nekako vključiti. Zato jaz mislim osebno, pa vedno pravite, da čem biti všečen do gasilcev, jaz mislim, da smo s tistim povečanjem napravili. Smo tudi imeli tak en koordinacijski sestanek, na katerem so bile društva zelo vesela tistega. Tam se jim je približno od 10 pa tudi do 15% prihodek ze strani za samo delovanje društva povečal. Moramo pa se zavedati, da pa ima tudi Gasilska zveza po drugi strani stroške na račun katerih je tudi zdaj, da jim čisto vse vzemamo, gledajte, pa tudi po moje ni prav. Zdaj, kar sem vas omenil, verjetno je replika na to zadevo. Ja, jaz se popolnoma strinjam s tem, kar ste povedali, je pa res to, da gre tule za dodatna sredstva, se pravi, da gre za dodatno delovanje, se pravi nekaj k temu zraven, kar ste že povedali, saj to, kar ste povedali, je že bilo upoštevano v proračunu. Če ni tako, potem seveda vas prosim, da poveste, kaj ni bilo že zajeto v tistem proračunu in kaj je tisto, kar se zdaj financira zraven na novo. Kar se tiče tega, da bi Gasilska zveza to v redu uporabila, to se jaz strinjam, to gotovo drži. Vendar pa, gledajte, ne moremo primerjati stroškov Gasilske zveze za stroški gasilskega društva, ki ima ponavadi vsaj 2 vozili, se pravi vsaj GVV-1 oziroma potem še v veliki večini gre za potem gasilsko vozilo za prevoz moštva, se pravi 333 evrov je, se pravi, je seveda neki
sodi do določena sredstva zraven, ampak jaz mislim, da bi s 533 evri pa potem še lažje izpeljala, v bistvu pa pokrila recimo stroške, kot je dvig pogonskih goriv in tako naprej. Se pravi, kot če ste poslušali, recimo če bi del sredstev razdelili tudi tako, da bi upoštevali delovanje društva, bi dejansko tudi s tem še dodatno motivirali društva k delu, predvsem z mladimi. Zaenkrat sicer ni tu problema, vendar če problema še ni, dejansko ni treba čakati, da problem nastane. In se pravi, je tudi tukaj treba to delo se pravi na nek način podpreti, priznati društvom tole delo, ki pa seveda je povezano z določenimi stroški. In dejansko mislim, da je čas se mi izteka. Torej, še enkrat, se pravi, ne moremo primerjati stroškov delovanja gasilskih društev in pa delovanja gasilske zveze. To je podobno, kot če bi rekli, delavci delajo dobro, zdaj bomo pa dali potem menedžmentu za to nagrado, ker delavci pač dobro delajo. Hvala lepa. Dobro, hvala lepa, da nema zdaj predolgo, midva bi lahko tu debatirala, ne pozabljate na izobraževanja, pozabljate na zdravniške, ne, pozabljate še eno zadevo, ne, ki je zdaj v resnici uradno delamo, ne. Določene postavke so se včasih, bom rekel, iz enega konta, mislim, ravno ne iz enega konta na drugem tudi porabljale, gledajte, ampak zdaj uradno zadevo delamo. To se je že dogajalo, gledajte, ko se je gradil sam poligon, gasilske, pa ko je zmanjkalo za gradnjo, pa za vse ostalo, so se tudi zadeve, bom rekel, na takšen in na drugi način zapirali, ampak mi smo zdaj, vseeno se nam je fair vedelo, da vam predstavimo, na kakšen način oni razmišljajo v samem delovanju, zdaj, da pa s tem nagrajujemo samo vodstvo, gledajte, ne bom več, kaj brez veze okrog polemike. Gospod Jožef Cenko. Hvala za besedo, gospod župan. Lep pozdrav vsem. Gasilci so bili pred volitvami v prvem planu. Če se ne motim, je tudi župan gasilec, zato bi bil neprijetno presenečen, če predlaganega amandmaja svetnice in svetniki ne bi podprli in glasovali za. Naši gasilci so namreč v pripravljenosti, če se zgodi karkoli, tudi sedaj, ko mi razpravljamo na tej seji. Hvala lepa. Vam dam prav, ja. Gospod Emil Trstenjak. Hvala za besedo. Lep pozdrav vsem skupaj. Lahko rečem, da je pravi spomladanski danes in verjetno bomo tudi tako delali. Spomladansko pa tudi efikasno. Jaz bi rekel tako, jaz sem podpisnik tudi tega amandmaja, tudi se mi zdi strinjam iz enega čistega preprostega razloga, ko bomo zdaj tudi navedel. In dejansko tisto, kaj piše, kaj smo tudi sprejeli, z dopolnjenim predlogi proračuna za 2019, 27.12. Gledajte, tu gre samo za neko zmanjši znesek, se pravi 3500 evrov, da pač gre, se zmanjša pri gasilski zveze. Gledajte, gasilska zveza ima v proračunu, kako sem rekel, dopolnjenem predlogu, to je pod konto 030 710, 51 600 evrov. Se pravi, zdaleč tisto, kaj ste, gospod župan, rekli, da bomo vzeli vse, ni res, ne. Pol pa imamo še druge stvari. Te pa imamo dejavnost gasilske društva, tu, kako smo rekli, da bi res malo pospešili, tu pa je namenjeno 37 700 evrov. To je konto 030 711. No, pol pa imamo tako, da nič tu ne gre zvezi stran, nabavo opreme za civilno zaščito, pod konto 030 740, 3000 evrov, usposabljanje in delovanje društva imamo 1800 evrov, pol pa imamo tudi za usposabljanje, se pravi, čisto vse imamo. Gasilske zveze samo malo zmanjšamo, ne bo pa nič prikrajšano, da ne bi mogli delovati. Tako sem povedal, z 51 600 minus 3500. Se pravi, malo bomo je zmanjšali, vse ostale stvari pa imamo notri, se pravi, ki občina za tem stoji in direktno financira. Da pa bi res 15 društv, kako imamo, usposobljeni po kategorizaciji 1, 2, 3 in 4. kategorizacija, pa seveda bi tu bil 533 kar lepe doprinos za
finančno stanje v vsakem društvu. Zdaj pa je tako je Simon tudi rekel, gre po kategorija, ena bi malo več dobila, ne bi bilo poprečjo 533, se pravi tista, ki je prvi kategoriji več dobi, druga, tretja, mislim, da četrte mi niti v Ormožu nijamo, zdaj to me ni za besedo držati, pa bi malo manj dobili. Tako da jaz mislim, da tu nič zvezi najemljamo, prosimo vas, da samo malo zmanjšamo pri zvezi, pa damo res tisto direktno na teren v društvo. Samo to, nič drugo. Hvala lepa. Dobro, hvala. Glede, zdaj je tako razprava že odprta okrog tega amandmaja. Zdaj veste dobro, da po poslovniku se samo razpravlja o amandmaju vloženo. Kasneje boste imeli možnost v kompleti, bom reklo, pri obrazložitvi glasu povedati, kar se tiče ostalega rebalansa, ampak razprave pa ni. Na rebalansu tako, da odpiram razpravo, če kdo še želi karkoli reči okoli tega vloženega amandmaja. Vkolikor ne, gledajte, bomo normalno o amandmaju glasovali, jaz pa še enkrat povem, da pač vsak ima svoje oči. Svetniki in svetnice se ne odločijo, verjamem pa, da smo s tem dvigom gasilskim društvom napravili svoje in pa vem, da bi Gasilska zveza še krvavo teh 3000 evrov potrebovala. Tako da amandma predlagan dajem na glasovanje, preverjam prisotnost. Recimo, ne vem, če je v mestu, recimo, lahko vam povem, recimo gasilska društva, vsako leto mora dati poročilo, kako so uporabila sredstva, ki dobijo, in snajdejo društva, ki te sredstva, koliko jih dobijo, sploh ne imajo porabiti oziroma ne porabijo. Plus tako, recimo, ne vem, če ste razumeli, gasilska društva upravlja oziroma tudi plačuje naloge, ki grejo v prid gasilskim društvom. Recimo, vsi zdravniški pregledi, vsi operativni gasilci morajo biti pregledani in to vse plača Gasilska zveza. Vsa izobraževanja, ki se izvajajo, plača za vsa gasilska društva Gasilska zveza. Recimo, ne vem, če ste poslušali, župan je rekel, recimo, nova je obveznost, recimo gasilska društva morajo plačati članarino za Podravsko regijo in to na mesto gasilskih društev plača Gasilska zveza. Lahko naredimo tako, da damo denar gasilskim društvom, pa bolj pa gasilska društva prevzame plačevanje teh računov. No, pa bo isto, da gasilci osto koliko je. Treba še povedati, koliko se zveza dobiga, da malo bolj gledati. Lahko vam točno povemo vse. Imamo tu, če lahko župan. Recimo, materialni stroški imajo 3450 evrov, stroški storitev, telefon, SMS obveščanje, vodenje transakcijskega računa, potem stroški občnega zbora, stroški raznih tekmovanj, recimo po gasilskih društvah, Ivankovci, Brestnica, Velika nedelja, Sene, Sikroz za pomladek in to vse skupaj, potem so še pri Veliki nedelji tekmovanja, potem članarina za gasilsko zvezo, za regijo, za stroške vodenja poslovnih knjig, delovanje gasilskega muzeja, to je 9000 evrov, operativno delovanje gasilskih društev, tekmovanja je 16730 evrov in potem stroški dela 15880 evrov, stroški zdravniških pregledov 6500 evrov, pa izobraževanje 10000 evrov. Saj jaz mislim, ja, gledaj, jaz tako mislim, gledaj, smo že v fazi glasovanja, gledajte, jaz na kakje malo preverjamo že prisotnost, gledajte, vsak se bo sam odločil, tako sem rekel. Zdaj, če boste iz ene na drugo stran, ne bomo zdaj okrog tega debatirali, da ne bo res izgledalo tako, da smo na tržnici okrog tega. Zaključujem preverjanje prisotnosti. Gremo na glasovanje. Kdo je za ta amandma? Je kdo proti? Ugotavljam, zaključujem glasovanje, ugotavljam, da je za ta amandma glasovalo 5 svetnic in svetnikov in 11 proti, tako da ugotavljam, da amandma ni sprejet. S tem preidemo na, se pravi, glasovanje predloga odloka o spremembah odloka o proračunu občine Ormož za leto 2019. Ima mogoče kdo obrazložitev? Dr. Simon Kolmanič. Hvala lepa. Torej, jaz tega našega oziroma predloga za spremembo proračuna ne bom podprl, zaradi tega, ker je noter kar nekaj postavk, ki so zelo slabo definirane in pravzaprav ne vem, kaj bi se naj tam delalo. In sicer prva taka zadeva je tale, recimo mi ustanavljamo svete,
Ne vemo pa, nismo pa povedali, kaj pravzaprav bi naj bilo delovanje teh svetov, kaj so njihove naloge, kaj so njihove pristojnosti, kako bomo upoštevali predloge, ki jih bodo ti sveti dali. Jaz mislim, da bodo zato ustanovljeni, da bodo dali neke predloge, ki bi naj izboljšale stanje v občini in kako bomo to upoštevali. Sploh bomo, nič od tega ni jasno. Potem drugi takšen primer je recimo 5000 evrov za vrtino, kjer ni navedeno, zakaj bi se teh 5000 evrov porabilo. Zdaj, če želimo preveriti ali pa ugotoviti, zakaj vode še nismo našli, bi rabili neko študijo. Ta študija bo gotovo dražja od 5000 evrov. Se pravi, čemu je teh 5000 evrov namenjenih? Mislim, da je to nujno potrebno za to, da lahko potem ugotavljamo na koncu, ali so bila sredstva pravilno namensko uporabljena ali ne. In potem so tu še postavke, ki jih ukinjamo. To je pa še druga zadeva. Mi smo se takrat pogovarjali predvsem o tem, kaj bomo dodali, malo manj o tem, kaj bomo vzeli. No in zelo zanimivo je, da se ukinja postavka ureditev Kerinčičevega trga, proti kateri pravzaprav so vsi svetniki bili tam na prvi seji, kjer smo obravnavali proračun, sedaj smo to umaknili. Dali smo denar za celovito prostorsko ureditev, kjer spet ne vemo, kaj to bo, ker ni nikjer nič napisano. Mislim, da bi to moralo biti v obrazložitvah. No in potem je tu še Jeremičev mlin. Jaz glede Jeremičevega mlina predlagam naslednje, da naredite dan odprtih vrat za svetnike, kjer bomo lahko videli, kako ta Jeremičev mlin izgleda. In če bodo takrat še vedno dejansko mnenja, da pač to ni smiselno v to vlagati, potem pač dajmo v bistvu to zapreti dol, podreti ali karkoli že, v glavnem tako, da ne bo povzročalo dodatnih stroškov, ker če pa ne bomo čisto nič vlagali noter, se bo pa tako zgodilo to, kar se s tem mlinom že dogajalo. Ko ga je občina prvič pridobila, se pravi, da je zadeva propadla. Do sedaj smo vložili kar precej v ta mlin, obnovila se je streha, obnovilo se je stavbno pohištvo, obnovil se je mlin, ki je pravzaprav sedaj že skoraj pripravljen za to, da bi lahko deloval, lahko bi ga vključili tudi v turistično ponudbo za kakšno protokolarno moko in tako naprej. Se pravi, celi kup stvari je, ki bi jih lahko s tem naredili in seveda, ker v bistvu vsega tega ni upoštevanega, seveda tega predloga za spremembo proračuna ne podpiram. Dobro, okrog tega smo kar dosti zadev povedali, Jeremičevega mlena, vsega ostale. Glede, pri Kerinčičevem trgu, da vam povem, se ni samo to, da bi javnost vključili, da ne povejo, kaj se bo delalo. Vi dobro veste, da smo lansko leto tudi občinski svetniki sprejeli en sklep okrog daljinskega ogrevanja, da Elektro Maribor hodi okrog nas za položitev kabla, enkrat v tla. Glede, kaj bomo zdaj nekaj napravili, pol pa vse skupaj razdirali. Počakajmo, gledajte, dobimo nekaj denarja tudi za ureditev mestnih jeder, dobimo vse skupno črte, da to zadevo uredimo. Nobeden ni rekel, da se ne bo zadeva izvajala, nekaj sredstev se kaže oziroma informacija, da bi naj za mestna jedra nekaj finance bile, zakaj ne bi malo denarja oplemenitili, pa mogoče malo počakali, da ne gremo vrat na nož z nečem, pa dobimo veste kaj na konce. Dobro, gospod Jožef Cajnko. Hvala lepa za besedo. Na tretji redni seji občinskega sveta je župan dal pobudo o takojšnji pripravi predloga odloka o spremembah odloka o proračunu občine Ormož za leto 2019. V uvodni obrazložitvi odloka je korektno zapisano, da smo bili vsi svetniki v začetku leta 2019 pozvani k predložitvi predlogov za rebalans proračuna za leto 2019. Nekateri svetniki so se na ta poziv odzvali, nekateri pa tudi ne, v prepričanju, da je takšen rebalans proračuna v začetku leta 2019 nepotreben, predvsem pa preuranjen. V tem času namreč niso znani vsi relevantni podatki potrebni za pripravo rebalansa.
Ko sem pregledal gradivo za sejo občinskega sveta Ormož več let nazaj, sem ugotovil, da so se spremembe proračunov sprejemale večinoma najprej v mesecu aprilu ali maju posameznega leta. Takrat so namreč bili znani vsi potrebni podatki, nikakor pa ne že v začetku februarja. Sem prepričan, da bo ponovni rebalans nekje v aprilu, maju ali juniju. V predlogu odloka o spremembo odloka o proračunu občine Ormož za leto 2019 me moti predvsem to, da so nekatere postavke tega rebalansa preveč splošne, morale pa bi biti bolj konkretne. Sicer imam nekaj konkretnih pripomb in vprašanj, vendar pa v tej fazi obrazložitve glasu tega ne morem izpostaviti, bom pa spremljal, kaj se bo dogajalo čez leto. Hvala lepa. Zdaj še samo kako boste glasovali, če smo že se prijavili. Ja. Ja, obrazložitev glasu. Že na odboru za varstvo okolja in urbanizem sem povedal, da se vzdržim glasovanja o sklepu, ki sem ga malo prej prebral, in tokrat, ker imam veliko zadev, ki mi niso povsem jasne ali bi potreboval na njih odgovore, se vzdržim glasovanja. Hvala lepa. Hvala. Gospod Emil Trsenek je naslednji. Ja, še enkrat hvala lepa za besedo. Jaz bom rekel tako, če se spomnite, kdaj so imeli dopolnjen predlog proračuna, sem opozoril pa povedal, da najverjetneje amadmaje, kdaj bo predlog rebalansa, ne bo neberen sprejet. Zdaj, tu je bila lepa taktika, se pravi, to jih je malo bilo, gospod Simon z ekipo je dal en amadma, drugi pa so pač svetniki krajevne skupnosti pač dale svoje predloge. Moram pa reči, da tode predlogi so vsi uresničeni. Vsi so uresničeni, pač pogača je bila velika, vsak je nekaj dobo, od te pogače nam rekel drobtinice, pogače, vsak je kos pogače dobo in je zdaj pač zadovoljen. Če je to rebalans, potem mu rekel tak, tresla se gora, rodila se miš. Ne morem drugače reči. Bom pa povedal tako, zakaj bom neverjetno se tudi zdržal. Jaz sem absolutno za to, da je postavka, kar se tiče zareditev obrtne cone ali pa gospodarske cone v Ormožu 200 000 evrov ali pa zdaj skupno te nekaj približno okrog 250 000, je kar, bi rekel, spodbudno za gospodarstvo. Ostalo pa je samo želja vseh svetnikov in krajevne skupnosti. Nič drugo. Tako je rekel Simon, 5 000 evrov za vrtnino, verjetno bo, da je gospod finančnik Mirko povedal, to smo že imeli, zdaj ne bo rekel v prejšnjem mandati ali pa v 2013, 2014 že zajeto toto tečko 5 000 evrov, ki sem jaz dal pobudo in iz tistega ni bilo nič. Tako da zdaj 5 000 evrov dati za vrtino pa reči, da smo nekaj naredili, je krepko malo rečeno nič. To je lopata, en delavec, pa ne vem, če kaj lahko naredi. Mi pa vemo, kakšne so tam študije, imamo analizo te vrtine in kaj bi mi lahko s 5 000 evrov naredili. To je to. Ostalo pa me tudi moti, tako je že bilo uvodoma rečeno, mislim moti, prizadeti se malo, ker sem videl tudi Jeremičev mlin, kak je to vse zdaj že porihtano, v kakej fazi je kulturna dediščina, kako bi tu bila lahko povezana s turizmom, kako mi pač pravimo, turizem mora biti pri nas prioriteta, absolutno se strinjam in zdaj pač v tem momentu ne bomo nič vlagali. Res je, da je zdaj pokrito, da so okne zadelane, da zdaj več njim nekaj natekanje ali pa da bi bilo večja poškodba, vseme pa bi trebali naprej iti, kajti to je nujno potrebno, to imamo mogoče zgodovinski mlin imeli tu v Podravje, ker mi smo še stalno Podravje, pa Pomurje. Ostali pa tega več nažalost ne vidimo. Tako da tu je tudi škoda, ker je to šlo. Zdaj, kar se za cest tiče, pa tako, jaz vete, ker sem bil ljubitelj, da se morajo, konci koncev, če ni cesti, ni infrastrukture, potem tudi turizma se ne moremo iti. Zdaj, hvala Bogu, že bomo tako daleč, tako da lahko res malo zadržujemo ta sredstva in je mogoče zdaj delno upravičeno, delno ne, to bo čas pokazal, kolikor bo to šlo skozi. Pa mislim, da bo vseeno se moglo vrniti, pa vse, če že drugo ne dati za določene preplastitve. Jaz pogrešam tu predloge, nobenega nisem hotel dati, ker sem mislil, ker tudi bodo strokovno vodstvo, se pravi same občinske uprave, šlo v tisto smer, kak smo že tu začeli. Tu sedi gospod Boris Novak. To predvsem mišli za tretjo fazo, kar se tiče same goše, to je optični kabel.
Mi smo z direktorjem iz naše občinsko pravo že šli na teren, pregledali se, sam sem bil prisoten od Velikega Obrovnika, Vinskega vrha, Jeruzalema, Pol Miklavža, Gomile pri Kogu, Lačevesa in vse do Dranec, kako daleč gre optični kabel. To smo premerili, to bi pač projektna dokumentacija se mogla urediti, približno, naj bom zdaj govoril, okrog 30 pa 40-50 tisoč evrov. To bo verjetno tudi povedal gospod Novak, da smo bili na terenu, da smo delali na tem in zdaj trenutno tega v predlogu niti centa njega. Se pravi, tu pa je tisto, kako rečemo, razvoj turizma pa podeželja. To pa mislim, da je. Zdaj, optični kabel pa nasploh telefonija in vse ostalo, pa vemo, kam smo prišli, da brez tega sploh ne gre. Celo tam, kjer so turistične kmetije, kjer se s tem ukvarjajo, kjer morajo imeti povezavo z svetom in seveda tudi z agencijami, da dobijo turiste, to pa mislim, da je potreba. Če niso to ceste na prvem mestu, pol pa verjamem, da je to optični kabel, tretja faza nadaljevanja, zelo ali pa nujna potreba za ta del. In zdaj sem pred dilemo, da te menete vprašajo ta gospoda Cenka, kaj naredite? Po eni strani ja, po eni strani pa sem skeptičen, če take stvari, kak sem zdaj naštel, ni notre in seveda se malo zadregi. In najboljše je pač, da se vzdržim, da pač ne glasujem, ker te verjamem, da bo rebalans v juniju ali pa se predopustil še en in verjetno boste to vključili, pa bom se te lažje odločil. Hvala lepa. Hvala. Zdaj, gledajte, jaz najprej rad bi preveč kritičen, ne? Vsak svetnik je lahko dal amandma do tistega delnega sestanka. Takrat smo se pogovarjali okrog cest, okrog vsega. Zdaj, kaj se tiče širokopasovnega interneta, gledajte, pogovori tečejo. Če bomo v teh pogovorih uspešni, bo definitivno tako, kot omenjate, junija, julija, rebalans in bomo to zadevo peljali. Verjamte pa, da je podjetje GVO bilo pri nas in da se pogovarjamo. Razpis bo zunaj, to se ve. Bele liste se naprej, bom rekel, delajo, na tem se dela, ampak se pa preverja, ali je interes iz trga, da bi kdo pač na svoje stroške, tako je bila praksa, s tistim deležem občine, da bi to na tem delal, garantiral. Tako da, če bomo, pogovori tečejo, isto sporedno, kljub temu, da niso v samem rebalansu zajete. Če bomo definitivno k temu zavedamo pa se, da je tam na Kogu pa marsikaj problem. Tako da, naslednji je gospod Matej Hebar. Ja, hvala za besedo. Jaz pa se z predlaganim rebalansom strinjam, zato bom tudi glasoval za njega. Mislim, da je po dolgem času prišlo do tega, da smo dejansko vsi za to mizo dobili možnost sodelovati v tem. Začetni korak mislim, da je storjen, vsi se zavedamo, da smo s projekti, ki so bili v teku, precej obremenjeni z letošnjim proračunom. Zato mislim, da smo na dobri poti, verjamem pa bodo za naslednja leta potrebno več usklajevanj, več dela, tudi več skupnih predlogov. Zdaj, kaj se tiče, kaj so bile navedbe, kaj so bile podane, ne vem, če se nakratko dotaknem recimo Kerinčevega trga, koliko sem razumel, se bolj kot ne vse postavke vračajo v sistematično ureditev samega trga oziroma samega mesta. Zdaj, za Remičev mlin je bilo ogromno povedanega, ampak za mene, kar me najbolj moti je, da ne vemo, kako bomo to financirali, da ne vemo, koga bomo tu zaposlili, da ne vemo, kakšni bodo programski načrti. Recimo, še vedno imamo postavko 105 tisoč evrov v občinskem proračunu za financiranje Pokrajinskega muzeja Ptuj-Ormož, mi pa bi zdaj dejansko delali še eno stvar, ki bi nas na dolgi rok stala. Jaz verjamem, da projekt sam ni slabo zastavljen, ampak rabimo iskati druge vire financiranja, ker če bo to še ena postavka v odhodkovni tabeli proračuna, mislim, da nismo storili nič. Dopade se mi, da smo po dolgem času nekaj vložili tudi v industrijsko cono, mislim, da je to zelo spodbuden korak. O sami potrebnosti rebalansa pa mislim, da je, kot je gospod župan povedal, smo že v decembru, nam je bilo obljubljeno, da se ta rebalans bo zgodil, predvsem zato, da lahko sodelujemo vsi in mislim, da smo vsi lahko sodelovali. Hvala. Kako boste glasovali še? Se opravičujem, prvi stavek je bil. Hvala. Gospa Irma, morate naslednjo. Lep pozdrav, hvala za besedo. Zdaj, jaz bom določene stvari komentirala iz proračuna. In sicer javnemu skladu za kulturne dejavnosti se povečujejo sredstva, kar je prav. Jaz upam, da bo del teh sredstev namenjeno tudi pokrivanju tistih stroškov, ki jih sicer javni sklad ima
ob srečanjih otroških, mladinskih pevskih zborov, folklornih skupin, gledaliških skupin. Namreč tako otroci, tako učenci pričakujejo tudi vodstva zavodov, da se ob teh srečanjih, ker to traja kar nekaj časa, tudi učencem, otrokom nudi malica, ker pri vseh srečanjih tega ni bilo, pri nekaterih je. In pa tudi, da pričakujem, da se iz tega krijejo tudi prevozi, in sicer tisti prevozi, če se skupine potem uvrstijo naprej. Tiste, ki so seveda na območnih srečanjih izredno dobro ocenjene in seveda grejo na drugi rang tekmovanja, na regijska srečanja. Kar pa se tiče želja oziroma tistega, kar rebalans proračuna predstavlja na ostalih postavkah, zdaj jaz moram reči, da sem razmišljala o tem, ali se vzdržati oziroma ga podpreti. Krajevne skupnosti so se s temi predlogi strinjale in zagotovo, če so se krajevne skupnosti strinjale, to nekaj pomeni. Potem, po drugi strani, mi je res žal, tudi meni osebno, da se ukinja postavka glede Remičevega mlina, ampak verjamem, da bo to, kar je bilo povedano, da to ne pomeni dokončne ukinitve, ampak to pomeni res delo v tem letu, da se pripravi DIP in pa da se s tem delom nadaljuje. Jaz moram reči, da se do sedaj nisem tega pogledala. Sem pa si ravno včeraj pogledala in bi tukaj, ne bom rekla prosila, ampak vendarle, če mi ukinjamo sredstva, ampak v tem prostoru, pa tudi zunaj, je kar nekaj kmečkega orodja. To orodje bo slej ko prej propadlo, ker je zunaj na prostem in bi vsaj toliko bi prosila, če lahko vendarle, ker so delavci režijskega obrata že bili vključeni v to delo, da pa vendarle poskrbijo za to orodje, da ga popravijo, ker to so takšna popravila, ki so se jih že lotevali in verjamem, da jih zmorejo. Tako da verjamem tudi to in z tega vidika bom rebalans podprla, da bo potem pri naslednjem rebalansu pa že tako daleč dokumentacija oziroma papirji, da bomo morda imeli kaj več sredstev tudi na tej postavki za ohranitev Jeremičevega mlina. Hvala. Hvala. Zdaj okrog JSKD mislim, da je pravilno ugotovljeno. Ja. V to smer se tudi študira. Pa kar je tudi okrog Jeremičevega mlina, dosti govora, gledajte, tako se vam obljubil 27. ali da smo imeli za rebalans, tako vam tudi tu obljubljam, da zgodba ni končana. Gospod Slavko Kose. Ja, hvala za besedo, lep pozdrav vsem skupaj. Uvodoma bi povedal, da bom rebalans podprl iz razloga, ker uresničuje to, kar smo se dogovorili na drugi seji, se mi zdi, občinskega sveta, ko smo svetniki predlagali, da se napravi rebalans proračuna, ki ga je pripravila prejšnja občinska uprava in seveda prejšnji župan. Danes imamo priliko, da potrjujemo takšen rebalans, ki odraža voljo ljudi v krajevnih skupnostih, voljo političnih strank, posameznih političnih strank, da se popravim v občinskem svetu, voljo list, ki sedimo tukaj v občinskem svetu in na koncu tudi voljo svetnikov, posameznikov, ki sedijo v občinskem svetu. Za mene to pomeni en korak naprej, bi rekel celo v primerjavi z sprejemanjem proračunov v preteklosti, pri nekaterih sem tudi sam sodeloval. Mislim, da je to velik korak naprej. To je korak, ki govori o tem, da smo tisti, ki smo govorili, predno smo šli na volitve oziroma v času volilnih kampanj, da smo pripravljeni sodelovati, da smo se pripravljeni dogovarjati in da smo pripravljeni podpreti dobre stvari
o katerih odloča občinski svet in ki jih kasneje realizira občinska uprava, da smo imeli prav. Vemo, kako so se sprejemali proračuni v preteklosti. Vemo, da nikoli nismo dobivali materialov z popolnoma specificiranimi postavkami občinskega sveta. Nikoli. Vsaj v tistem času, ko sem še jaz bil v prejšnji sestavi občinskega sveta član. Ne vem, kaj je bilo kasneje. Vendar se tu zdaj postavlja vprašanje, če govorimo o 5000 evrih, pa 5000 evrov tu, pa 5000 evrov tam, tudi bilo je omenjeno za to neke nagrade ali nekaj takšnega. Jaz tega ne smatram tako. Smatram, da so sredstva razporejena in razdeljena tako, da bomo svetniki, ki smo predlagali kakršnikoli postavko v rebalansu, lahko te postavke oziroma realizacijo porabe denarja teh postavk kontrolirali. In pa predlagali, na kakšen način se te postavke tudi naj potrošijo. Zanimivo je to, da smo v preteklosti tu v občinskem svetu potrjevali ogromne investicije. Nekateri so še zdaj v fazi izvedbe, pa da ni bilo posebnih, bi rekel, specifikacije ali pa detaljne obrazložitve, zakaj se v te investicije gre. Ker drugače danes oziroma zadnjih nekaj 10 dni ne bi toliko preganjali po medijih, kdo je kaj naročil, kdo je kaj sprejel, kdo je kaj odobril in kdo kaj sploh ve, zakaj se te investicije izvajajo in na kakšen način se izvajajo. To je posledica tega, da v občinskem svetu pač se ne more oziroma se ni specificiralo detaljno poraba denarja po posameznih postavkah. Jaz verjamem, da bomo rebalans sprejeli, verjamem tudi, da vse v rebalansu ne bo tako uresničeno, kot je bilo predvideno in da bo potreben še en rebalans, vendar dajmo možnost novi upravi in županu, da to realizira. Dobro, najlepša hvala. Naslednji je gospod Miran Kuharič. Evo. Lepo zdrav tudi v mojem imenu. Za rebalans proračuna bom glasoval, zato ker je prvič bil nared tako, da smo lahko vsi sodelovali pri njem, vsi dali svoje predloge in zato bom ga tudi potrdil. Zdaj pa morate samo glede dveh postavk, ki so bile omenjene, sploh ne je trebalo biti omenjene, javni zavod za kulturo, če se pred leti ne bi sredstvo vzela, je zdaj ne bi trebali o tem debatirati. Glede Jeremičevega mlina, pa če bi začeli najprej, da se je to začelo govoriti o njem, naredili DIP, pa strategijo, kdo da ga vodijo, tudi zdaj ne trebali nič več debatirati o tem. Lahko bi se samo prijavljali na razpise, pa morate enkrat več penez dobili za Jeremičev mlin. Tako, hvala lepa. Dobro, hvala. S tem ugotavljam, da ni več prijavljeni, smo nekako gospod Jan Ivanoša. Lep pozdrav vsem prisotnim. Sicer se nisem mislil oglasiti, ampak vseeno razprave pred mano so me vseeno malo se pravi povzdignile k temu, da se oglasim. V glavnem, težko je poslušati to vse, kaj sem slišal z moje desne strani, še posebej gospoda Kolmaniča, kajti 85% cirka je ta rebalans proračuna nekje naravnan od tistega, kaj je bilo zamišljeno z strani prejšnjega župana. In da so jemu zelo neke stvari nejasne, to smo mi leta opozarjali, pa nikoli nismo mogli dobiti odgovorov, zato ker je bil pač glasovalni stroj 14 glasov in konec in tu se je zgodba končala. In danes to o tem govoriti, da so neke stvari nejasne, to bi potem malo vzel za šal ali pa za res, ne vem, kako ga ne vzamem, ampak to, kaj se je dogajalo v preteklosti, pač vemo vsi. Glavne proračuni so bili izredno negospodarno naravnani, ta je mogoče z postavko tam v obrtni coni bistveno bolje naravnan, še vedno je to zelo malo proti tistemu, kaj vse rabimo, da se naša občina oživi.
v gospodarskem smislu govorim. Ne. Kaj se tiče cest, po mojem, kaj je, to je večinoma ostalo to je bila itak vedno želja, oziroma ceste so se vedno delale po diktatu župana, to ni to, kaj so krajevne skupnosti zahtevali, to je bolj ali manj olepševalna, okoliščine so bile. Glede Jeremičevega mlina, to tako je moj predhodnik rekel, to je delo na pamet, to ni nobene dokumentacije, to je neka, ne vem, kako se tema reče, da so se začele te stvari zbirati in tako dalje, to je za mene malo čudna zgodba, 180 jurjev se nekje do zdaj zapravilo na ta način, ok, kulturna dediščina, ampak imeli smo tudi kulturno dediščino tam ob Dravi, ena iz stare ex-Jugoslavije smo imeli zelo znana zadeva, se pravi tega bazena ob Dravi, je občina enostavno omogočila, da so vse skupaj porinili v Dravo. In če je to za mene potem isti vatle, jaz tema ne verjamem, da je to tako. Tako da to, kaj še bi povedal, glavnem proračun, bom pa tako rekel, ne, nismo se nekaj dosti oglašali na ta proračun, vse z moje strani ne, ampak bomo pustili župana, naj se to pač zgodi, kaj se bo to leto zgodilo, bomo pa bolj previdni pri proračunu 2020. Ne. Tam pa sigurno boste podbudni očesom, tudi z moje strani. Dobro. To je to, kaj se tiče, kot član odbora za kmetijstvo, tam je investicija čez 800 000 evrov, se vemo, o čem govorim, komasacija, melioracija. Glavnem, moram podpreti, čeprav je proračun kompleksna stvar, bom vseeno kot član odbora za kmetijstvo glasoval za proračun. Hvala lepa. Dobro, hvala. Za rebalans, ja. Gospod Danilo Kosi še, potem več nemamo prijavljenih. Hvala za besedo. Jaz bi rad povedal sledeče. Jaz bi si želel, da bi bil proračun še bolj razvojno naravnan, kot je. To pa predvsem zato, ker pač mislim, da če v občini Ormož ne bomo razvijali gospodarstva, stvari ne bodo šle v pravo smer. Problem je, da populacija, ki išče delo oziroma mladi in tisti, ki hočejo delati, težko dobijo delo v občini Ormož. Zato se mi zdi ključno, da v občini Ormož napnemo vse moči v to, da se začne razvijati gospodarstvo. Tukaj bi rad opozoril na eno zadevo, res je, da se je dodatno zagotovilo za gospodarsko cono 200 000 evrov, se pravi nekje 250 000 evrov je zagotovljenih sredstev za urejanje lastništva in pa komunalne infrastrukture, bi pa rad opozoril, da bodite zelo previdni pri pridobivanju oziroma nakupu teh zemljišč, da lastniki ne bodo izsiljevali za ceno, kajti na drugi redni seji 27.12.2018 je nekako občinski svet oprostil te lastnike do 50% dajatve, kaj se tiče nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča. Rad bi povedal še sledeče. Po moji oceni mislim, da je bistveno premalo sredstev namenjenih za vzdrževanje lokalnih cest. To bi v prihodnje bilo smiselno, da se ta postavka malo poveča. Opozoril bi še na eno zadevo, predvsem modernizacije cest. V teh predlogih, ki so, 18 cest se modernizira, je 6 takih, ki so izključno v privatni lasti. To se mi zdi zelo velik problem in tu bi bilo smiselno, da se o tem razmisli, kako v bodoče te zadeve urejati. Kajti pač moje osebne mnenje je tako, da mora občina imeti vsaj razpolagalno pravico oziroma cesta mora izkazovati neki javni interes. Povedal bi še glede nakupa prenosnikov za občinski svet, jaz osebno ga ne rabim, kajti imam svoj prenosnik in mislim, da tudi mogoče kdo drug tudi ne. Zato je bilo smiselno, da se malo okrog tega posvetujete, preden boste šli v nabavo teh stvari. Bi pa vas prosil, da jasno povete našim občanom, zakaj se občina zadolžuje, da bodo to vedeli.
pa ne zato, da ste vi osebno za to krivi, ne, ampak vemo, kaj je bilo v preteklosti. Se pravi, da se jasno pove, zakaj se zadolžujemo in kam so šla sredstva, ki so bila zbrana od smeti. To je nekje skupno slabih 5 milijonov evrov in to je bilo dobro, da občani vedo, zakaj grejo ta sredstva. Dobro, to je bila obrazložitev. Kaj se pa tiče glasovanja, ja, lahko rečem, da ne vem, proračun oziroma rebalans proračuna je takšen, kakršen je. Res je, da je osnova, kot je že moj predhodnik povedal, tukaj na levi, nekje enaka, kot je bila prej. Mislim, da bom glasoval za proračun, rebalans. No. Hvala lepa. Zdaj s tem pa smo zdaj obrazložitev res izčrpali. Jaz bi zdaj mogoče samo eno zadevo povedal, ne. Vse gledajte, pri obrtni coni, če bi bile samo odkupe, ne, pa če bi bilo to vse tako naravnano oziroma napravljeno, bi še bilo verjetno najlažje, ne. Mi smo že projektni tim sestavili, na tem že delamo, postopki tečejo okrog obrtne cone. Tako da to je kup enih zadev, ki so zadaj, od cenitev do bomo rekel, projektnih dokumentacij za komunalne opremljenosti, da bomo lahko o tistih taksah govorili, kot govorite, da bomo lahko začeli z odkupi in vsem ostalim. To že mi delamo, ne. Mi ne čakamo zdaj na rebalans, ne. Tako da to vam lahko sodelavci potrdijo, da se na tem že ogromno dela. Zdaj, verjamem, da imate nekateri pomisleke, da so preveč mehke variante, gledajte. Dosti je vloženega v to, ki se v prvem koraku ne vidi, jaz se z vami strinjam, ampak gledajte, če želimo priti do nekih dokumentacij, če se želimo nekam prijavljati na neke razpise, če želimo pripravljati vse te zadeve bolj projektno, bomo se tudi tega mogli lotiti. Zdaj pravite, eni 5000 tam, drugi 5000 tam, da je to razdeljevanje nagrad, ampak je pa pač tak, tudi pri sami gradnji, veste, prej, ko začneš z gradnjo hiše, ne, je tudi kar nekaj vložka denarja, ki se nikjer ne vidi, ne, samo v mape. Ampak so pa nujno potrebni, da kasneje nekaj zgradimo. Tak, jaz ne bi okrog tega več, jaz mislim, da smo okrog tega bili korektni z moje strani in pa strani občinske uprave. Hvala tudi za vse predloge, ki ste jih podali ob pripravi tega rebalansa, bom rekel, od krajevnih skupnosti do svetniških skupin, do vas svetnikov, da smo se konstruktivno pogovarjali, da smo tudi sklicali delovni sestanek, verjamem, da še bo tega več in pa da bomo na taki način nekako izoblikovali vse, kar smo si v tem mandatu nekako določili oziroma da bomo čim več idej že lahko uresničili. Zdaj po točko 3 imamo za sprejeti dva sklepa. Prvi sklep je, da občinski svet Ormož sprejme predlog odloka o spremembah odloka o proračunu občine Ormož za leto 2019, ki vključuje posebni del proračuna in načrt razvojnih programov za obdobje 2019-2022, ki sta priloga k odloku o spremembah odloka o proračunu občine Ormož za leto 2019. Podajem ta sklep na glasovanje, preverjam prisotnost. Zaključujem preverjanje prisotnosti. Začnemo z glasovanjem. Kdo je za ta sklep? Je kdo proti? Zaključujem glasovanje. Ugotavljam, da je 17 svetnic in svetnikov za predlagan sklep in eden proti. Pod to točko še imamo za sprejeti en sklep in sicer sklep, ki je na 19. strani gradiva, glasi pa se sprejme se sklep o spremembi in dopolnitvi sklepa o letnem načrtu pridobivanja nepremičnega premoženja za leto 2019, številka 1/2019, pa dajem ta sklep na glasovanje. Kdo je? Preverjam prisotnost. Zaključujem ugotavljanje prisotnosti. Pričenjamo z glasovanjem. Kdo je za ta sklep? Je kdo proti? Zaključujem glasovanje. Ugotavljam, da je 18 svetnic in svetnikov za. Predlagan rebalans in nihče proti. S tem zaključujem točko 3 in prehajamo na točko 4. Letni program športa v občini Ormož za leto 2019. Poprosim za uvodno obrazložitev. Hvala lepa za besedo. Letni program športa občine Ormož za leto 2019 opredeljuje področje športa, ki se v letu 2019 sofinancirajo iz občinskega proračuna.
V proračunu je za sofinanciranje letnega programa športa zagotovljeno skupno 200 160 evrov. Izvajalcem letnega programa športa se na podlagi odloka o postopku in merili za sofinanciranje letnega programa športa v občini Ormož sofinancira naslednje programe športa. Promocijski športni programi in šolska športna tekmovanja, za njih se zagotavljajo sredstva v višini 31 402 evra. Za celoletne športne programe prostočasne športne vzgoje otrok in mladine se zagotavlja 3 458 evrov. Za športno vzgojo otrok in mladine s posebnimi potrebami se zagotavlja 2236 evrov. Za kakovostni in vrhunski šport namenjamo 123 961,50 evrov. Za šport invalidov je namenjenih 1000,50 evrov. Za športno rekreacijo celoletni programi se zagotavlja sredstva v višini 14 328 evrov. Za specifične športne panoge se zagotavlja sredstva v višini 6402 evra. Za šport starejših se zagotavlja 1855 evrov. Za delovanje športnih društev na lokalni ravni so zagotovljena sredstva v višini 6002 evra. Za delovanje občinskih športnih zvez 4701 evrov in za športne prireditve 4814 evrov. Na podlagi sprejetega letnega programa športa v občini Ormož za leto 2019 ter odloka o postopku in merili za sofinanciranje letnega programa športa v občini Ormož bo objavljen javni razpis za izbiro in sofinanciranje izvajanja letnega programa športa za leto 2019. Hvala. Dobro, najlepša hvala za obrazložitev. Zdaj, sam letni program športa v občini Ormož za leto 2019 je obravnaval Odbor za družbene dejavnosti. Zato vabim predsednika, gospoda Antona Zadravca, da nam predstavi stališče odbora. Hvala za besedo. Z 5 glasovi je bil sprejet sklep. Odbor za družbene dejavnosti se seznanil z letnim programom športa v občini Ormož za leto 2019, se strinja z njim in predlaga občinskemu svetu, da ga sprejme. Najlepša hvala. Odpiram razpravo. Sicer prvo stališče svetniških skupin. Bi kdo v imenu svetniške skupine? Če ne, odpiram razpravo posameznih svetnikov. Prijavi se gospod Emil Trstenjak. Ja, jaz bom tako rekel, kar se tiče tega sklepa, sigurno, ker bom za ta sklep, za letni program športa, vsekakor je dobro zajeto, vse postavke od 1 do 8. Posebej me veseli, da to so vključeni tu mlade ljudje, tudi invalide, tudi tisti, kjer se z rekreacijo ukvarjajo in seveda tudi vrhunski šport. Zdaj sama ni pripomba, eno vmesno, samo zdaj, če je, boste to jo sprejeli, če ne pa ne. Pod točko 7, to je organiziranost v športu. Tu imamo delovanje društev na lokalni ravni, 6000 pa nekaj evrov, pa delovanje občinske športne zveze. Zdaj, koliko vem, je bila predlani, pred 2 letoma športna zveza ustanovljena, nažalost, moram reči, da ne dela. Pač predsednika imajo vse organe, kar pa se tiče samega dela in funkcije, ki pa imamo možnost na tem področju nekaj dobiti, se pravi razne razpise ali pa tudi pomoč in svetovanje društvom, pa nažalost ne. Tako da zdaj ne vem, če je tu smotrno dalje terati, ker koncu koncev imamo tam zavod ustanovljen za kulturo, turizem pa šport, ali pa je pa spodbuditi glede gospoda župan vas, pa tudi občinske prave, da nekaj zaženejo, da nekaj delajo, če ne pa je gladko jasno povedati, da pač teh sredstev niso upravičeni, če so nič ni delali. Tako da vi imate program, kaj je bilo nareto, koliko sestankov je bilo, koliko je bilo realizacije, tako da ne vem, ali za to stran, ali jih upozoriti pa dalje delate. Sem pa zato, da zveza ostane, sigurno, samo da dela, da imamo korist, vsi skupaj, kajti na področju zveze so ogromno postorili v Prekmurju, ker nam rekel naša najbližja občina Ptuj in se izčrpali z tega stališča denarja, mi nažalost nismo nič. Še tisto najmanj, še delaš, kaj bi lahko mogoče pri dvorani ali pa tudi pri športnem objektu, same tribune na nogometnem igrišču, se pač tu
ni delalo. In prosim vas, da nekako to uredimo ali obvestimo na kakšen koli način, drugače pa seveda sem za take sklep absolutno. Dobro, hvala. Jaz zdaj ne bom tistega zadnjega dela obrazložil, bo mogoče. Pa bi naslednje Matej Hebar se prijavil. Ja, hvala za besedo. Tudi meni se predlog zdi zelo vredno zastavljen, imam pa predvsem za dve vprašanji. Zdaj, v kakem roku se recimo planira, da bo Zavod za turizem, kulturo in šport dejansko začel delovati tudi na športu? Hkrati pa me zanima, če se je kaj premikalo glede same organizacije prireditve športnika leta, kar je ena stvar, ki jo tisti, ki delujemo v športu, zelo pogrešamo. Ker imamo vrhunske rezultate, mislim, da imamo marsikaj, na kar smo lahko v športu ponosni. Ena taka prireditev pa bi res nekaj bila na letni ravni, ki bi jo rabili. Hvala. Hvala, bom vseeno jaz par zadev okrog tega povedal. Se pravi, v športni zvezi, kateri govorite, smo en taki sestanek imeli, pa nič ni narobe, da se tudi poveza v javnost, tako da ne se skrbeti okrog tega, da bi se lahko kakršnakoli financiranje tudi dano tej zveze. Vemo, da verjetno študirate, da vkolikor se še kdo prijavi, bo verjetno športna zveza strelcev toliko hendikepirana na te postavke. Tako da okrog tega se ni zabati, smo se korektno pogovorili, konkretno pogovorili, kaj se od te športne zveze naprej pričakuje. In jaz mislim, da bo v mesecu, mislim, da v februarju ali v začetku marca je predvidena skupščina, na kateri bo plan dela in pa korektno, kaj pač športna zveza želi ta delati, da bo tam predstavljeno. Zdaj, kar se tiče same prireditve, se z vami popolnoma strinjam. Vidite že, da ne podeljujemo, se pravi, teh športnih priznanj na, bom rekel, dnevu kulture, to smo sedaj ločili, tako da bomo prireditev to napravili tudi na tej seji, ko je imela športna zveza, smo se o tem tudi pogovarjali, tudi z javnim zavodom smo se o tem pogovarjali. Zdaj, kdaj bo prišlo do zaposlitve? Dosti je odvisno, gledajte, od tega, do 26. imamo odprt razpis za bazene. Zdaj, če se vkolikor se ne bo tu v celote nobeden javil, je definitivno tu eden izmed teh zadev, da javni zavod ta del prevzame tako, kot je bilo mišljeno, da prevzame, se pravi, bazene in da se tudi zaposli človek, ki bo delal na razpisih. Tu, gledajte, jaz se popolnoma z vami strinjam, tu imamo manjk, tu bi se dalo kar nekaj sredstev tudi na račun športa pridobiti, da imamo človeka na tem zaposlenega in pa da nekako tudi povežemo, rekel, društvo med sabo, da začne na občinske nivoje se nekaj dogajati in da ta človek pač skrbi, kar se tiče samega športa. Je pa res, da pa okrog prireditve je nekaj že bilo rečeno, razmišlja se, kdaj, na kateri datum bi to uvrstili, tako da športna prireditev, tako kot je, bo tudi v spremembo, to še vam lahko tudi napovem, da bo tudi prišlo do spremembe samega pravilnika za naslednjo leto, ker se nam zdi, da določeni zadev pravilnik za šport ne zajema. Ravno zaradi tega, recimo športnika leta, tudi, bom rekel, športna ekipa leta, takih zadev, ki bi mogoče pasalo v to, da se to zapelje drugače, da se prireditev zapelje drugače, da res prireditev pa z vsemi temi priznanji, ki jih bomo podelili, da dobi neki, bom rekel, športni smisel, da se to nekako drugače sprezentira, da je glih ni samo neki kulturni program, pa podeljena tista priznanja, pa je to to. V pravi smeri študirate, pa vse o tem že pogovarjamo. Gospod Slavko Kos je naslednje. Hvala. Vseeno se oglaščam v zvezi s tem, ker bi trebalo dati neka pojasnila, predvsem na izpostavljeno razpravo gospoda Trstenjaka. Namreč v točki 7 ali pa postavki 7 delovanja občinskih športnih zvez, tu ni denarja namenjenega za športno zvezo občine Ormož, ampak je ta denar izključno za športno zvezo strelcev, če jaz prav razlagam. Mislim, da je že župan to povedal, tako da športna zveza občine Ormož od občine, se pravi, ne dobi dobenega denarja. Športna zveza bo imela 27. februarja skupščino, na kateri bomo seveda razpravljali o dosedanjem delu, ki ni bilo zadovoljivo, tudi mi se s tem strinjamo. Po drugi strani pa moramo tudi povedati to, da smo na nekajkratne pozive društvom za včlanitev v športno zvezo naleteli na odziv nič. Praktično
ko smo ustanavljali športno zvezo, nas je bilo 8 društev. Od takrat, saj sam vem, ker sem sam pisal to, smo 2-krat, 3-krat pisali vsem društvom, ostalim, ki še niso včlanjeni, poziv, da bi se včlanili, ker bi seveda, če imamo v občini Ormož 32 društev, ki bi lahko bili člani športne zveze, bi to verjetno imelo drugačno težo, če bi jih bilo vsaj polovica ali pa več včlanjenih. Na drugi strani pa ni nobene obveze za to, ampak bi samo skozi to lahko verjetno sodelovali pri kakšnih drugih akcijah, predvsem tam, kjer je možno pridobivati sredstva. Ni res, da športna zveza ni sodelovala tam, kjer je bila poklicana, ker je gospod Emil Trstenjak omenil izgradnjo tribun oziroma igrišč, ko je nogometni klub Ormož pozval športno zvezo, da daje soglasje k pridobivanju sredstev, ne govorimo o tem, ali so jih pridobili ali ne, to se ne spuščam, ker ne vem, smo takrat izdali pozitivno soglasje za to, da se je lahko nogometni klub Ormož prijavil na neki natečaj, razpisan natečaj. Da zaključim, nismo zadovoljni s tem, imeli bomo skupščino, poskušali bomo tudi mogoče kaj spremeniti v vodenju, vendar, vkolikor bomo ostali samo pri tako malem članstvu, kot je sedaj, bo potem verjetno nastajal tudi v bodočnosti problem, kako se naj športna zveza obnaša v občini kot takšni. Po drugi strani pa smo, se župan že tudi verjetno povedal, dali pobudo okrog izbire športnika leta v občini. Mislim, da je tu korektno odgovor župan podal, pa istočasno seveda, da spremenimo neki občinski pravilnik ali pa akt o podelitvi teh nagrad. Mislim, da se da. Jaz bi pozval vse tiste, kjer sodelujete, ker večina vas sodeluje tudi v kakšnih društvih, pa to, da pač poskušate skozi svoje organe društvih prepričati člane, da se včlanijo v športno zvezo, ker jaz mislim, da v bodočnosti, kakorkoli je, vsi začetki so težki, v bodočnosti bo športna zveza kot takšna sigurno imela neko težo. Tam, kjer bo dobro delala, ker iz prakse drugih občin, koliko jih poznamo, se to potrjuje. Hvala. Hvala, ja. Tu je sigurno ena teža, ne. Vemo vsi dobro, društva, ki se prijavijo samo kot društva, ne pomenijo nič, ne. Pri samih prijavah razpisi, ne. Zveza pa nekaj pomeni. Nima več prijavljenih k razprave, zdaj mogoče kakva dopolnitev, vse nič takega ni bilo, da bi bilo kako vprašanje, to smo sproti razjasnili. Ugotavljam, da ni več, bomo rekli, želje po razprave, zato lahko preidemo k glasovanju. In sicer sklep je en in edini, da se sprejme letni program športa v občini Ormož za leto 2019, ki je sestavni del tega sklepa. Podajam tak sklep na glasovanje, preverjam prisotnost. Zaključujem preverjanje prisotnosti. Prehajamo na glasovanje. Kdo je za takšen sklep? Je kdo proti? Zaključujem glasovanje. Ugotavljam, da je 18 svetnic in svetnikov za predlagan svet. S tem lahko prehajamo na naslednjo točko in to je letni program ljubiteljske kulture v občini Ormož za leto 2019. Pa prosim za uvodno predstavitev. Ja, tudi letni program ljubiteljske kulture občine Ormož za leto 2019 opredeljuje področje ljubiteljske kulturne dejavnosti, ki se zagotovijo v proračunu občine Ormož za leto 2019. V proračunu je za delovanje javnega sklada za ljubiteljske kulturne dejavnosti območne izpostave Ormož zagotovljeno 8.800 evrov ter za sofinanciranje kulturnih društev in skupin za ljubiteljske dejavnosti zagotovljenih 41.200 evrov. Področja, ki jih občina Ormož sofinancira v letu 2019, so odrasli pevski zbor do višine 1830,43 evra, otroški mladinski pevski zbor do višine 1314,77 evra, pihalni orkester do višine 5067,81 evra, gledališka skupina do višine 2288,58 evra, lutkovna skupina do višine 1631,77 evra, recitacijska ali literarna skupina do višine 514,47 evra,
folklorna skupina, tamburaška skupina, plesna skupina do višine 1520,32 evra, slikarska, kiparska in filmska skupina do višine 2225,85 evra, ter kot sem že omenila, Skladu Republike Slovenije za ljubiteljske kulturne dejavnosti v možno izpostavo Ormož se zagotovi sredstva v višini 8800 evra. Na osnovi sprejetega letnega programa ljubiteljske kulture v občini Ormož za leto 2019 ter pravilnika o sofinanciranju programov na področju ljubiteljske kulture v občini Ormož bo objavljen javni razpis za sofinanciranje programov ljubiteljske kulture v občini Ormož za leto 2019. Hvala. Hvala lepa. Zdaj tudi letni program ljubiteljske kulture je obravnaval Odbor za družbene dejavnosti, pa prosim predsednika, da nam obrazloži samo stališče odbora. Hvala za besedo. Odbor za družbene dejavnosti se je seznanil z letnim programom ljubiteljske kulture v občini za Ormož za leto 2019, se z njim strinja in predlaga občinskemu svetu, da ga sprejme. Svojo odločitev je podprl z 5 glasovi za in je bil sprejet. Hvala. Hvala lepa. Odpiram razpravo, pa prvo v imenu svetniške skupine. Če ne, odpiram razpravo posameznikov. Gospod Emil Trstenjak. Ja, še enkrat hvala za besedo. Jaz seveda bom ta sklep z veseljem sprejel. Letni program ljubiteljske kulture v občini Ormož za 2019. Vseeno pa bom malo budil spomine iz proračun za 2018, ki smo imeli eno debato, gospod župan z vami in soglasno smo se strinjala. Od postavke, ki imamo od 1 do 9, pod številko 7, se pravi folklora, tamburaške skupine, plesne skupine, dobijo ali pa je namenjeno 1520 evrov. Oba dva smo lansko leto trdila, da je to krepko premalo. Iz enega stališča ali pa enega vzroka bi rekel tak, vemo, če je folklorna skupina, koliko mora imeti za kostume, za prireditve, to so razna potovanja, ki grejo širom po Evropi in smo v dva pač sklenili, da bi 2019 se ta sredstva malo povišala. Vem, kaj je zdaj malo težko, zdaj smo tudi že rebalans sprejeli, vseeno pa bi pripomnil za 2020, kako bomo ga sprejemali, seveda, da bi se tu sredstva malo vse za kakih 10 pa 20% zvišale. Zdaj rekel bom tak, lansko leto sem primer povedal, kateri mogoče teh skupine ne realizirajo vsega ali pa mogoče niso toliko zavzeta številčno. Zdaj tega ne bo naredil, ker se dobi kritike, pač da naj tisto, kjer jo predlagam, naj se poviša, ostalo pa naj pustim pri miru. Zdaj, kar se tiče Sklada Republike Slovenije ljubiteljske kulture, to se je tudi krepko povečalo z 4400 na 8800, to je zelo, moram reči, zadovoljivo, ker ti koncu koncov, koliko prireditev na leto oni speljajo skozi in da pol si iščejo tam sponzore za sendviče, za kako pijačo, tudi za sam prostor, ki ga pač tam imajo, kje je prireditev, pa je vsekako spodbudno, da bodo lahko normalno delali. Tako da ta sklep seveda bom sprejel. Hvala lepa. Ja, najlepša hvala. Zdaj, jaz se z vami tu strinjam. Zdaj mi smo tudi prišli, mogoče Mojca lahko več pove, smo tudi prišli v spremembo samega pravilnika. Zdaj, letošnjo leto je malo časovno vse skupaj časno nas preganja. Veste, dobro društvo se mora z nečesa financirati, zdaj, če bi šli v detaljno prenovo, bi se to zadeva zavlekla in bi tudi društvo bilo posledično kasneje sfinancirano, ampak vse pa na tam dela, bile so tudi ene anketne liste poslane samim društvom, na podlagi tega se bo predvsem ugotavljalo, ki so tisti probleme, se pa strinjam, da pa je res pri določenih preniska postavka, ne? In da bojo, ki verjetno trebalo malo preoblikovati, pa malo bolj, bom rekel, vse pravilnik se ni verjetno kar nekaj let, no, bo kasneje tu povedano, da se nam ponavljale. Zdaj, kaj se pa tiče JSKD-ja, pa jaz mislim, da je bilo dovolj dobro povedano, pa tudi sam bom rekel argument oziroma gospe Murat je bil čisto na mesto, da se pa bodo nekatere zadeve iz društev, zdaj bom rekel, prelevile tja, predvsem okrog revij in pa vsega ostalega, tako da bomo lahko neke avtobusne prevoze tudi z tega fonda krile, pa tudi kakšne takšne minimalne zadeve, tako menjate malice in to bo tudi z tega
fonda lahko zagotovljeno. Tako da drugega nimam prijavljenega, mogoče tu prosim za pojasnitev. Ja. Sej v glavnem je že župan vse povedal, pravilnik novi za kulturo je v pripravi, anketni vprašalniki društvom so šla že ven, smo že dobili nazaj izpolnjena in zdaj jih bomo analizirali, pravi, da bomo dejansko preverili dejansko stanje oziroma kakšne stroške imajo društvo, da bomo potem čim bolj lahko verodostojno vrednotili. In seveda, kot je župan že povedal, pravilnik stari imamo že od leta 2015 spremenjen, tako da zdaj je pa res že čas, da ga posodobimo in spremenimo. Dobro, najlepša hvala. Zdaj, koliko vidim, drugega prijavljenega več ni, zato lahko preidemo na samo glasovanje. Zdaj po točko 5 imamo en sklep in sicer se glasi: sprejme se letni program ljubiteljske kulture v občini Ormož za leto 2019, ki je sestavni del tega sklepa, pa dajem ta sklep na glasovanje. Preverjam prisotnost. Zaključujem preverjanje prisotnosti. Prehajamo na glasovanje. Kdo je za? Je kdo proti? Zaključujem glasovanje. Ugotavljam, da je 18 svetnic in svetnikov za predlagan sklep in nobeden proti. Prehajamo na 6. točko. Letni program izobraževanja odraslih v občini Ormož za leto 2019. Pa prosim za uvodno obrazložitev. Ja, Ljudska univerza Ormož je podala predlog za izvedbo letnega programa izobraževanja odraslih v občini Ormož za leto 2019. Cilj predlaganega sklepa o letnem programu izobraževanja odraslih v občini Ormož je zagotavljanje sredstev iz občinskega proračuna za financiranje oziroma sofinanciranje naslednjih programov: dvig kompetenc občank in občanov, univerza za tretje življenjsko obdobje, središče za samostojno učenje in izobraževanje zaposlenih, teden vseživljenjskega učenja, izpitni center za cestno-prometne predpise ter center medgeneracijskega učenja in študijski krožki. Potrebna sredstva za izvedbo letnega programa znašajo skupno 32.736 evrov in so zagotovljena v proračunu. V letni program izobraževanja odraslih so umeščeni programi, ki so namenjeni različnim ciljnim skupinam in zasledujejo različne cilje. Cilj programa dvig kompetenc občank in občanov je organizirati neformalne izobraževalne programe za delovno aktivne občane, ki želijo dvigniti svoje kompetence s ciljem večje konkurenčnosti na svojem službenem področju. Programi so torej namenjeni delovno aktivnim občanom, ki želijo izboljšati svoje kompetence na področju tujega jezika in modernih tehnologij. Univerza za tretje življenjsko obdobje je namenjena učenju, pridobivanju novih znanj in spretnosti ter prijetnemu druženju v tretjem življenjskem obdobju. Ciljne skupine so upokojenci, ki želijo ohranjati svoje kognitivne sposobnosti, skrbeti za to, da ostanejo čim dalj časa aktivni in vključeni v družbeno življenje. Organizirano samostojno učenje je zanimiva oblika neformalnega izobraževanja za odrasle. V ta namen je na Ljudski univerzi Ormož urejeno središče za samostojno učenje, v katerem je na voljo 5 računalniških mest. Programi so namenjeni predvsem odraslim iz ranljivih skupin in sicer manj izobraženim, brezposelnim, starejšim in priseljencem, ki se pogosto znajdejo na robu družbe ali pa se manj oziroma težje vanjo vključujejo. Teden vseživljenjskega učenja je najvidnejša promocijska kampanja na področju izobraževanja in učenja v Sloveniji. Ciljna skupina so vsi občani občine Ormož, ustanove, šole, podjetja, društva, ki jih zanima vseživljenjsko učenje. V prostorih Ljudske univerze Ormož je usposobljena testirnica za upravljanje teoretičnega dela vozniškega izpita. Ciljna skupina so vsi občani, ki želijo opraviti teoretični del vozniškega izpita. Ter na Ljudski univerzi Ormož že 6 let deluje center medgeneracijskega učenja Ormož. Medgeneracijsko učenje povezujemo z učenjem v skupnosti, katerega značilnost je prostovoljna udeležba in delitev vlog učenja oziroma poučevanja med člani in spreminjanja posameznika ter skupnosti. Najlepša hvala za obrazložitev. Zdaj letni program izobraževanja odraslih je obravnaval tudi odbor za družbene dejavnosti. Zato prosim predsednika, da nam poda stališče odbora.
Odbor za družbene dejavnosti je glasoval tudi o tej temi in s 5 glasovi sprejel sklep. Odbor za družbene dejavnosti se seznanil z letnim programom izobraževanja odraslih v občini Ormož za leto 2019, se z njim strinja in predlaga občinskemu svetu, da ga sprejme. Najlepša hvala. Odpiram razpravo. Prvo v imenu svetniške skupine. Se želi kdo javiti? Če ne, odpiram razpravo svetnic in svetnikov. Doktor Kolmanič. Hvala za besedo. Torej, zdaj pri ostalih dveh točkah se nisem oglašal, ker so vse povedali že kolegi. Tule bi pa rad dejansko pohvalil delovanje na tem področju in tudi letos imamo zelo obširen program izobraževanja odraslih. Moram reči, da je denar, ki ga nalagamo v to vrsto izobraževanja izjemno dobro naložen, saj dejansko dosega zelo širok krog naših občanov. Zelo dobro smo tudi obveščeni pravzaprav o tem, kaj se dogaja znotraj tega programa, saj dejansko redno tudi poslušamo lahko oddaje o tem preko našega lokalnega radija, tako da pravzaprav samo vse pohvale pri dobro izvedenih programih. Mislim, da je Ormož na podlagi tega izobraževanja dobil marsikaj. Predvsem bi rad tukaj pozdravil tudi to, da so se v okviru tega izobraževanja dotaknili tudi pravzaprav pozabljene zgodovine Ormoža, kot je recimo lastnica tega, se pravi zadnja lastnica tega gradu, grofica Irma, in se pravi, zaradi tega je torej Ormožu ostalo nekaj zgodovine, ki bi šla v pozabo, in vidim, da tudi naprej pripravljajo celi kup zelo zanimivih programov in pravzaprav je treba seveda ta delo, se pravi takšno delo podpirati in seveda tudi javno pohvaliti dobro delovanje. Hvala lepa. Najlepša hvala. Drugih, gospod Jožef Cenko. Ja, hvala lepa za besedo. Jaz bi se pridružil kolegi Simonu, ker sem predsednik sveta Zavoda Ljudske univerze in delo spremljam. Podrobno vem, za kaj se gre, kako delajo, tako da vsa čast in naj samo tako nadaljujejo. Hvala lepa. Najlepša hvala. Ja, res je, za pohvalite. Še kdo? Sedaj drugače ugotavljam, da ni prijavljenih k razprave. S tem bi prišli na samo glasovanje. Sklepa, ki ga imamo na 30. strani našega gradiva, in sicer se glasi: Občina Ormož sprejme letni program izobraževanja odraslih v občini Ormož za leto 2019, s katerim so določeni programi, ki se financirajo ali sofinancirajo sredstva proračuna občine Ormož v skupni višini 32.736 evrov. Zdaj dajem ta sklep na glasovanje, se pravi preverjam prisotnost. Zaključujem preverjanje prisotnosti. Prehajamo na glasovanje. Kdo je za ta sklep? Je kdo proti? Ugotavljam, da je 20 svetnic in svetnikov za ta sklep in nobeden proti. Preko preidemo na točko 7, bi si privoščili eno krajšo pauzo. Koliko imamo, 20 minut? Tako da 15 čez 6, mislim, da imamo zadosti.